Tako, pa si poglejmo še, kako v trikotniku včrtamo oziroma očrtamo krožnico. V trikotniku lahko vedno očrtamo ali pa včrtamo krožnico. Se pravi, v vsakemu trikotniku vedno obstaja ena taka krožnica, da jo lahko narišemo okoli vseh treh točk. Zdaj pa imamo dve možnosti. Ena možnost je, da je krožnica okoli trikotnika. To je očrtan trikotnik, in ker je ta večji izmed obeh, je njegov polmer označen z veliko R črko, medtem ko je središče očrtane, S pa mali O zraven. Če pa trikotniku včrtamo krožnico, potem pa je njegov polmer mali r, njegovo središče pa SV. Vsakega narišemo s konstrukcijo simetral, in sicer očrtanega s konstrukcijo simetral stranic, njihovo presečišče pa je središče očrtanega trikotnika. Očrtanega kroga trikotnika, ne. Tu pa imamo presečišče simetral kotov pri včrtanemu in njihovo presečišče je spet središče. Polmer pa potem dobimo na postopek, ki si ga bomo pogledali, a ne. In zdaj v bistvu najbolj pomembno je za konstrukcijo, da si zapomnite. Pač očrtan so simetrale stranic, včrtan so simetrale kotov. Jaz si tako zapomnim, da včrtamo je na začetku V, kar izgleda tako kot kot, če bi ga dali položno. In to vem, da so potem simetrale kotov. Tako, zdaj si bomo pa vsakega posameznega ogledali. Tako, pa narišimo trikotniku včrtan krog. Trikotniku včrtan krog. Mogoče prej nismo toliko poudarjali pri očrtanem krogu, ampak če se ne morete zdaj zapomniti, ali je včrtan ali je očrtan, da si malo pomagate, si naredite skico, se pravi krog, in ta krog je včrtan trikotniku, ne. Malo si tako, mogoče boljše, da bi jaz trikotnik najprej narisala, ne. Takole trikotnik in potem znotraj tega je krog. Tole je skica. Tole moramo mi zdaj narediti. Tako. In rekli smo, pri včrtanem krogu moramo narediti simetrale kotov. Poglejte, tale V nam to poudarja, ker če bi dali takole V, pa takole, bi dobili mi oznako za kot. Tako si jo zapomnim, vi pa lahko se kar na pamet naučite tudi to. Se pravi, prvič bomo narisali simetrale, pa bom napisala spet simetrali kotov. Zakaj? Zato, ker je dovolj dve, ne. Tretja bo pa potem, če natančno delamo, itak prišla v isto izhodišče. No, zdaj, ker je pa včrtan krog, si pa naredite malo večji trikotnik za začetek, ker bo veliko lažje vam risati. Jaz imam zdaj res enormnega. Vi si lahko malo manjše, tam nekje 7 centimetrov recimo stranica, ne. Tukaj je točka A, B, C. In naš cilj je, da bo tule znotraj tega trikotnika postal krog. Pa ga dajmo. Najprej rabimo simetrale kotov. Simetrale kotov bom risala z rdečo in vse to načrtovanje. Za simetralo kotov rabimo tale šestilo, ki je pravkar odletelo neznano kam. V šestilo lahko damo poljubno velikost, zapičimo v točko A in označimo lok čez oba kraka. Takole. Potem pa lahko šestilo prestavimo
In tudi dolžino šestila lahko prestavljamo, lahko je daljša, lahko je krajša, kakor želite, ne. Potem pa spet ne smemo nič spreminjati velikosti in moramo zapičiti v presečišče tega loka tole šestilo. Naredimo lok takole, zapičimo šestilo v drugi presek in spet naredimo lok takole čez. Kako zdaj dobimo simetralo? Simetralo dobimo tako, da povežemo vrh z temnim presekom dveh lokov. In kar vzamemo, se pravi, vrh povežemo naprej. Tako, in imamo zdaj simetralo kota. Če ste delali natančno, bi tole mogli biti enaki polovici kota. Tako, pa dajmo še na isti način narisati simetralo pri B. Zapičimo šestilo v točko B. No, kar nagajajte. Takole. Malo zasučemo, malo zmanjšamo in dobimo lok. Evo, zdaj pa spet lahko prestavljamo šestilo in zapičimo prvo šestilo v tole točko. Tule. Še malo. Okej, super. Obrnemo in narišemo lok. Prestavimo. Zapičimo šestilo v tole in narišemo še en lok. Takole. Ja, tako. Dobimo zdaj še povezavo med B in presečiščem tehleh dveh lokov. Povežemo B s ravno črto moramo imeti. Vi to rišete seveda z ravnilom. Evo, ravna črta od B skozi to točko. In tam, kjer se simetrali sekata, dobimo točko, in sicer to je središče včrtanega kroga. Zdaj potrebujemo še pa polmer. Zdaj pa ne bo tako enostavno, da bi zdaj s točko A povezali, ker mi rabimo, da se samo dotakne te stranice. In če bi to stranico pogledali, je ravna. Tu bomo pa eno krivuljo dobili oziroma del loka, ne, od krožnice. In v bistvu bo tole mogla biti tangenta. In tangenta je pa vedno pravokotna na polmer. In zato dobimo mi polmer pravokoten na katerokoli izmed stranic, ker se mora vseh dotikati. Se pravi, polmer je pravokoten na stranico. Katerokoli. Zato moramo vzeti geotrikotnik in narisati pravokotnico skozi točko od stranice, jaz bom od stranice C, pa do tegale V-ja, SV-ja. Pravi, tole je pa zdaj polmer. Polmer bo pa z modro. Tole še ne bo v redu. Pravi, takole. Takole pa bo, ne. Približno. Bomo videli, kaj bo. Ja, takole. In tale mora biti tule pravokoten. Pa gre skozi točko SV. Zdaj pa vzamemo šestilo. Zapičimo šestilo v
središče in v šestilo vzamemo razdaljo, ki je v razdaljo vzamemo tale polmer in zdaj malo pogledamo, kakole bo to šlo. Jaz bom čisto malo še premaknila. Tule. In zdaj spet čisto malo preverimo, če se bo kolikor toliko držala tale naša stranica. Še malo bo treba takole malo pogoljufati, veste. Zato, ker nisem čisto natančno tegale polmera dobila, ne. Tamle bo malo čez, takole, ne. Ajde, gremo. Za nas bo v redu. Vi pa upam, da vam je boljše uspelo, ne. Se pravi, tudi tule bi se mogla dotikati ta krog stranice, tule bi se pa mogel samo v eni točki, ne. Tako. To je bil pa vrčrtan krog. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!